Lep pozdrav tudi z moje strani. Zelo sem hvaležna za to povabilo, za možnost sodelovanja na današnjem posvetu o tej zelo pomembni temi. Kot rečeno, na Mirovnem inštitutu z vidika človekovih pravic obravnavamo tudi pravice žrtev kaznivih dejanj in kot rečeno tudi pravice osumljencev in obdolžencev v kazenskih postopkih. In v smislu pravic žrtev kaznivih dejanj smo v preteklih 2 letih izvajali projekt Vicatis, v katerem smo intervjujali žrtve nasilja v družini. Fokus tega projekta je bilo pravzaprav ravno ta izkušnja žrtve v kazenskem postopku, kaj so opazile, kaj jih je motilo, kaj jim je bilo koristno. Zdaj v tem primeru, kot sem rekla, je šlo za intervjuje z žrtvami nasilja v družini. Zelo specifično, ravno zaradi tega je bil ta fokus, ker v Sloveniji recimo do letošnjega leta ni bila direktiva o pravicah žrtev prenešena v celoti in je nekako sistem podpore žrtvam kaznivih dejanj najbolj funkcioniral oziroma je bil najbolj izdelan na področju žrtev nasilja v družini. Tako da smo nekako lahko poskušali dobiti te neke odzive o tem, kako pa to potem za njih funkcionira v praksi. In kar je bilo pomembno, ravno ti intervjuji z žrtvami nasilja so dali nek pogled v to, kako so žrtve to doživljale. Zelo jasno je bilo iz teh, tukaj na ekranu nekaj citatov iz teh intervjujev in zelo poudarjeno je bilo, da jim je primanjkovalo informacij. Poudarjeno je bilo to, da v nekaterih točkah, ko se žrtev recimo prvič sreča z organom pregona, je v nekem posebnem stanju, ko recimo ne razume vseh informacij, jih ne more zaobjeti in jim je bilo zelo pomembno, da se jim vseeno v tistem prvem trenutku poda informacije, hkrati pa, da se jim ves čas te informacije ponavlja, da so jim na voljo v različnih oblikah in v pisni in v ustni, skratka, da se razume strani organov, ki z njimi sodelujejo, da pač potrebujejo te informacije ves čas in večkrat. Razočarane so bile v nekaterih primerih z odnosom organov, ki so z njimi pač v bistvu interaktirali v postopku. Zdelo se jim je, da jih ne zanima niti kaj dosti, kaj pravzaprav žrtev potrebuje, kaj ona čuti, v kakšni situaciji je takrat, ampak so nekako poskušali organi na hitro opraviti pač ta del postopka z njo, dobiti tisto, kar od nje potrebujejo in potem nadaljevati. Poudarjeno je bilo skratka ta občutek po eni strani informiranja, slišanosti, to, da se jih jemlje resno, po drugi strani pa tudi to, da se počutijo varne. In zakaj govorim o tej, vem, da je danes pač fokus so v bistvu žrtve otroci oziroma zlorabe otrok. Podobno so v bistvu tudi ugotovili v strani Agencije za temeljne pravice FRA, ki so prav tako v letu 2018 izdali publikacijo, kjer so zbirali odzive pa otrok in njihovih izkušenj v kazenskih postopkih oziroma tudi v civilnih postopkih. In odzivi so pravzaprav na nek način zelo podobni. Pravice žrtev so na nek način oziroma potrebe žrtev niso toliko različne, seveda so pa pristopi tisti, ki so zelo pač pomembni glede na to, glede na pač značilnosti žrtve. No, se nekaj zataknil. Evo. Zdaj, direktiva o pravici žrtev pravzaprav na nek način želi ravno nasloviti te potrebe. Potrebe žrtev, kot sem jih zdaj, oziroma te izkušnje žrtev, ki sem jih zdaj omenila, so pravzaprav reflektirane tudi v sami direktivi, ki je pač poudarila to, da je potrebno
da je potrebno zagotoviti postopke, ki bodo zagotovili spoštovanje dostojanstva in integritete, tako osebne kot fizične, ter zasebnosti žrtev, izboljšanje dostopa žrtev do sodnega varstva z uporabo služb za podporo žrtvam, razvoj za postopkov za omejitev sekundarne in ponavljajoče se viktimizacije, potem uporaba tolmačev v kazenskih postopkih, spodbujanje žrtev, da aktivno sodelujejo v kazenskih postopkih, seveda, če je to primerno, potem krepitev pravice do pravočasne obveščenosti v postopkih in njihovih rezultatih, spodbujanje uporabe poravnalne pravičnosti, ki upoštevajo hkrati interese žrtev in jih tudi ščitijo pred sekundarno viktimizacijo, potem upoštevanje najboljšega interesa otrok in namenjanje posebne pozornosti njihovim interesom in potrebam, ter, kar je zelo pomembno, usposabljanje strokovnjakov, ki delujejo z žrtvami. Kot ste videli v enem od prejšnjih citatov, enega od otrok, je otrok rekel, da je pravzaprav najbolj pomembno vlogo imajo tisti, ki upravljajo intervjuje z žrtvami, v bistvu z otroki, skratka, da so usposobljeni in da pač opravijo intervju z upoštevanjem teh njihovih nekih posebnih potreb. Zdaj, na začetku se bom namenila nekaj besed pravicam žrtev, kot jih zagotavlja direktiva vsem žrtvam. Prvi sklop pravic se nanaša na zagotavljanje informacij in pomoči žrtvam, drugi sklop se nanaša na sodelovanje oziroma zagotavljanje pravice do sodelovanja v postopku, tretji sklop pa se nanaša na ukrepe za zaščito žrtev. V okviru zagotavljanja informacij in pomoči žrtvam je pravica razumeti in biti razumljen na prvem mestu. Tukaj ne govorimo o pravici razumeti v smislu jezika, kadar ne govorimo jezika postopka, v katerem se postopek vodi, ampak predvsem, da se na tem mestu misli, da komunikacija poteka z žrtvami v enostavnem in dostopnem jeziku, ustno ali pisno. Skratka, da oseba lahko razume jezik, to, kar je bilo tudi govora pač v predhodnem prispevku, da ni uporabljen jezik, nek strokoven, nek žargon, ki ga žrtev v tistem trenutku ne more razumeti. Hkrati je v to pravico vključena tudi pravica, da osebo spremlja neka oseba, ki pač žrtev zaupa in ji pravzaprav nudi pomoč in jo podpira pri tem, da lahko lažje razume, kaj se dogaja pač v postopku. Zdaj, tu je mogoče en zanimiv primer, ni nujno, da se pač ta pravica do razumevanja oziroma razumljivost jezika nanaša samo na sam postopek, lahko se nanaša dejansko tudi potem na rezultate postopka, na sodne odločbe. Recimo znan je en primer iz prakse iz Velike Britanije, ko je sodnik, sicer je šlo v tem primeru za postopek razveze in glede pač spora glede skrbništva do otroka, ampak sodnik je sodbo izdal pravzaprav v smislu v obliki pisma otroku. V nekem prijaznem pismu, v katerem je sodnik naslovil da razumevanje, da se otrok nahaja v neki posebni stiski, da je razdvojen med dvema staršema in mu potem na nek prijazen način razložil, zakaj misli, da je to za njega najboljše. Potem, kar se tiče zagotavljanja informacij in pomoči, so potem tukaj še pravica do informacij od prvega stika s pristojnim organom, potem pravice žrtev ob prijavi. To pomeni, da je potrebno žrtvi podati potrdilo o tem, da je bila prijava podana in bila tudi sprejeta. In potem pravica do tolmačenja in prevajanja, pravica do dostopa do storitev za pomoč žrtvam in podpora v okviru storitev za podporo žrtvam. Skratka, na tem mestu grem malo hitreje, ker se bom potem raje posvetila tistim delom direktive, ki se bolj nanaša direktno na pravice otrok žrtev. Zdaj, kar se tiče sodelovanja v kazenskem postopku, je tu na prvo mesto postavljena pravica do zaslišanja. To, da ima žrtev pravico in možnost, da se izjavi
pojavi v postopku. In tukaj posebej do odnosu do otrok žrtev je naslovljeno v direktivi, da je potrebno upoštevati starost in zrelost otroka. Potem so tu pravice v primeru odločitve, da se pregon ne izvede, v tem primeru je treba žrtev o tem informirati in ji dati možnost, da se potem tudi sama odloči, kako bo nadaljevala od tega trenutka naprej. Potem zaščitnih ukrepov v okviru poravnalnih pravičnosti, to so ti postopki, kjer se lahko, če je to primerno, žrtev in pač povzročitelj oziroma storilec pogodita, seveda s preprečevanjem sekundarne viktimizacije v tem postopkih. Potem pravica do pravne pomoči, povračila stroškov, vračila premoženja, odločitve o plačilu odškodnine strani storilca in potem tudi pravica žrtev s prebivališčem v drugi državi članici, kadar je potrebno zagotoviti vse te pravice iz direktive žrtvam, ki so recimo postanejo žrtve v državi članici, kjer niso državljanke oziroma nimajo prebivališča in se potem recimo vrnejo v to drugo svojo državo prebivališča in je potrebno zagotoviti to komunikacijo med žrtvijo in organi in še vedno pač nuditi pomoč v skladu z zahtevami direktive. Potem se, kot sem rekla, je tretji sklop teh pravic iz direktive se nanaša na zaščito žrtev in v bistvu zaščito žrtev, ki imajo neke posebne potrebe po zaščiti. V skladu z direktivo so otroci žrtve pravzaprav se vedno avtomatično štejejo kot žrtve, ki imajo posebne potrebe po zaščiti. In v tem primeru je potrebno pač, ker direktiva določa, da je potrebno individualno v vsakem primeru oceniti vsako žrtev in določiti, ali ima pač ta pač konkretna oseba v postopku neke posebne potrebe po zaščiti in potem prilagoditi te zaščitne ukrepe njenim pač konkretnih potrebam. Zdaj za otroke pa je določeno drugače, v vsakem primeru je potrebno šteti, da je otrok oseba s posebnimi pravicami, posebnimi potrebami po zaščiti v kazenskih postopkih. Potrebno pa je še vedno pač zagotoviti to individualno oceno pač žrtve posameznega otroka, zato da se ugotovi, kaj konkretno bi otrok v tem postopku najbolj potreboval. Skratka, pri tem, ko se upravlja ta individualna ocena žrtev, je potrebno upoštevati zlasti osebne značilnosti žrtve, potem vrste ali naravo kaznivega dejanja ter okoliščine kaznivega dejanja. Zdaj, 23. člen direktive potem določa, kateri pa so ti posebni ukrepi, ki se zagotavljajo žrtvam. Skratka, ti ukrepi se zagotavljajo žrtvam, za katere se ugotovijo posebne potrebe in hkrati tudi otrokom, tako da ta člen se v bistvu nanaša na vse žrtve kaznivih dejanj. Med preiskavo zagotavlja direktiva pravico, da se žrtev zasliši v prostorih, ki so zasnovani posebej za ta namen in da so prilagojeni pač temu namenu. Zaslišanja morajo pač opraviti strokovnjaki, ki so usposobljeni za ta namen in vsa zaslišanja morajo opraviti iste osebe, razen če je to v nasprotju z dobrim delovanjem pravosodnega sistema. Vsa zaslišanja žrtev spolnega nasilja na podlagi spola in odnosi z bližnjimi pa mora opraviti oseba istega spola, kot je žrtev, razen če je to storjeno strani tožilca ali sodnika in da to ne posega potem pač v postopek, v sam potek kazenskega postopka. Med samimi sodnimi postopki pa je potrebno zagotoviti tem žrtvam s posebnimi potrebami ukrepe za izogibanje vidnemu stiku med žrtvami in storilci, da se uporabi pač posebna tehnologija, komunikacijska, videolink, potem ukrepi za zagotovitev, da je lahko žrtev zaslišana tudi s tem, da ni prisotna na sodišču, potem za izogibanje nepotrebnemu zasliševanju v zvezi z zasebnim življenjem žrtve in ukrepi, ki omogočajo potek obravnave brez prisotnosti javnosti. Potem pa 24. člen direktive določa še te posebne neke ukrepe, ki so namenjeni pa prav otrokom, ki so žrtve kaznivih dejanj. Skratka, v teh, kar se tiče otrok, pa je potrebno v kazenskih preiskavah
v bistvu zagotoviti, da se audio-vizualni posnetki zaslišanj otrok, da se lahko uporabijo kot dokaz v kazenskih postopkih. Pristojni organi v kazenskih preiskavah v skladu z vlogo žrtev jim dodelijo zastopnika. Če recimo staršem, ki so sicer pač skrbniki otroka zaradi navzkrižja interesov med njim in otrokom žrtvijo, oziroma če otrok nima spremstva oziroma če je ločen od družine, v tem primeru je pač potrebno zagotoviti zastopnika otroku. Kadar ima otrok žrtev pravico do pravnega zastopnika, ima tudi pravico do pravnega svetovanja in zastopanja v lastnem imenu, kadar je recimo pač obstaja to neko navzkrižje interesov med otrokom in nosilci starševske odgovornosti, skratka, da se zagotovi, da se preko tega, da se pač upošteva njegov najboljši interes in da pač tukaj ne prevladujejo interesi staršev nad interesi otroka. Ko govorimo o otrocih žrtev spolnih zlorab, je potrebno omeniti tukaj še direktivo, ki se pravzaprav ukvarja oziroma nanaša prav na boj proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi okvirnega sklepa iz leta 2004. Zdaj, direktiva o pravicah žrtev je bila sprejeta leto zatem in se direktiva vsekakor pač nanaša na vse žrtve kaznivih dejanj, tudi otrok in tudi otrok, ki so žrtve spolnih zlorab, vendar pa je potrebno tukaj pozornost posvetiti tudi tej direktivi, ki se pač specifično ukvarja s tem področjem. Nekatere od teh pravic, ki so določene s to direktivo, so zelo podobne tem vprašanjem, tem pravicam, ki so določene tudi v direktivi o pravicah žrtev. Skratka, glaven poudarek je ravno to, da se otrokom, da se čim bolj zmanjša možnosti sekundarne viktimizacije v postopkih, tako da se postopki izvajajo brez nepravičenega odlašanja, da so postopki izvedeni in v teh nekih posebnih prostorih, ki so prav posebej prilagojeni za zaslišanje otrok žrtev spolnih zlorab. Potem seveda ponovno je tudi zahteva potem, da se uporabijo oziroma da izvajajo te postopke strokovnjaki oziroma sodelujejo v teh postopkih strokovnjaki, ki so za te namene usposobljeni. In če se le da pač vsa zaslišanja z otrokom opravijo iste osebe, če je to le mogoče. In skratka seveda, da se čim bolj zmanjša število zaslišanj. Zdaj, kot sem omenila, je bil sprejem direktive oziroma prenos direktive v slovensko zakonodajo precej pozen. Leta 2015 bi morali že v celoti pač direktivo prenesti v domačo zakonodajo, pa je v bistvu z nekaterimi zelo pomembnimi določbami pri nas prišlo do prenosa šele letos skratka marca letošnjega leta. So pa neki določene pravice mladoletnih žrtev oziroma mladoletnih oškodovancev v kazenskih postopkih bile vključene v domačo zakonodajo že pred tem. Recimo zakon o kazenskem postopku je že na nek način pravzaprav drugače dojemal oziroma drugače obravnaval mladoletne žrtve in je določil recimo pravico do spremstva podpornih oseb in do pooblaščenca v kazenskem postopku, s tem, da je v bistvu za žrtve kaznivih dejanj, za mladoletne žrtve, ki so bile žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zoper trgovino z ljudmi, zoper zlorabljanje zoper zanemarjanje in surovo ravnanje z otroki, da so imeli v teh postopkih že pooblaščenca v času dovedbe kazenskega postopka. Potem je zakon posebej določal pravico do obzirnega zaslišanja oziroma ravnanja pri zaslišanju in določal možnost oziroma potrebo potem, da se opravi zaslišanje takšnega oškodovanca mladoletne žrtve s pomočjo pedagoga ali kakšnega drugega strokovnjaka oziroma strokovnjakinje, ki je primerna glede na pač te značilnosti otroka, ki je žrtev kaznivega dejanja.
Poleg tega je bilo že vnešeno v slovensko zakonodajo tudi prepoved zaslišanja ob navzočnosti osumljenca, kadar gre za žrtev kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki je mlajša od 15 let, in hkrati tudi to pravico do izključitve javnosti obravnave, s tem, da se na ta način zaščiti zasebnost pač mladoletnih žrtev kaznivih dejanj. S sprejemom novele ZKP-N marca letos so bile poleg teh nekih dodatnih razširitev pravic mladoletnih otrok, mladoletnih žrtev kaznivih dejanj vnešene tudi siceršnje spremembe zakonodaje, ki se nanašajo na pravice vseh žrtev pač kaznivih dejanj. Predvsem, kar je bilo pomembno z vidika siceršnje obravnave pač žrtev v kazenskem postopku, je razširitev pojma oškodovanca. Predtem so bile pač kot oškodovanec oziroma osebe, ki so imele neke pravice kot oškodovanci v kazenskih postopkih, samo tiste osebe, ki so neposredno pač utrpele neko škodo s kaznivimi dejanji. Zdaj pa v skladu z direktivo razširjen pojem oškodovanca tudi na določene družinske člane osebe, katere smrt je bila neposredna posledica kaznivega dejanja, in potem v bistvu preko tega imajo pravice kot žrtve kaznivih dejanj tudi družinski člani te osebe. Kar je bilo zelo pomembno in je bilo zelo manjkalo v odnosu do direktive in sicer tudi od odnosa žrtev na splošno, je bila nova določba, ki natančno določa pravico do informiranja oškodovancev oziroma žrtev kaznivih dejanj in uvedba individualne ocene, to, kar sem prej omenila, da direktiva izrecno zahteva, da je potrebno pač vsako žrtev individualno oceniti. Zdaj ta določba se nahaja tudi v ZKP-ju. V osnovi je odgovorna za pripravo individualne ocene policija, nato pa se ta individualna ocena potem, ko postopek napreduje, tudi posodablja in je lahko posodabljena tudi strani državnega tožilstva, skratka glede na tek kazenskega postopka. In tudi tako kot je v skladu z direktivo, tudi slovenski zakon sedaj šteje, da je mladoletna oseba žrtev s posebnimi potrebami in je skratka treba v vsakem primeru ugotavljati, katere te posebne ukrepe je potrebno uvesti za zaščito. Poleg tega pa so neke konkretne razširitve pravic v odnosu do mladoletnih žrtev vključene v to novelo. Dodatno so se razširile nekatera kazniva dejanja, v katerih primerih je potrebno pač zagotoviti pooblaščenca mladoletnemu oškodovancu. Poleg tega se je premaknil trenutek, v katerem je potrebno pač zagotoviti pooblaščenca, skratka odvetnika, obvezno zastopanje oškodovanca v kazenskem postopku, in sicer, kadar gre za mladoletnega oškodovanca, mora imeti odvetnika pravzaprav že v predkazenskem postopku, preden se formalno začne pač kazenski postopek. Dodatno se je uvedla zahteva, da je potrebno priče, ki so mlajše od 15 let, kadar so žrtve teh kaznivih dejanj, kot so spolna zloraba, ki spadajo v polje spolnih zlorab, da se opravi v posebej prilagojenih prostorih, tako kot je omenjeno tudi z direktivo. Potem pa določa v teh primerih, ki sem jih omenila, tudi za žrtve mlajše od 15 let obvezno snemanje zaslišanja prič, kadar pač poda kot izjavo kot priča, in da se potem lahko to snemanje tudi oziroma posnetek, da se uporabi kot dokaz na sodišču. Ena stvar, ki jo je potrebno omeniti v odnosu do direktive, je, kdo je pravzaprav otrok v skladu z določbami direktive. Direktiva določa, da so otroci vse osebe, ki so mlajše od 18 let, ki še niso dopolnile 18 let. Medtem ko slovenski zakon o kazenskem postopku pa nekatere od teh pravic, ki sem jih omenila, veže na priče oziroma oškodovance, ki so mlajši od 15 let. Se pravi, tukaj je ta razlika 15 in 18 let. Direktiva vse te ukrepe, ki sem jih omenjala, zagotavlja vsem otrokom do 18. leta starosti, medtem ko so nekatere pravice še vedno vezane v domači zakonodaji na starost do 15 let.
Skratka, s to implementacijo direktive je sedaj podana ta možnost, da se direktiva tudi v Sloveniji, da se dejansko uporablja, ampak vseeno smo nekako, če tako pogledamo, se nekatere te določbe so lahko dokaj skope in lahko se zgodi neka nevarnost, da v bistvu ostanejo, da ostanejo v bistvu gola črka na papirju. Sama ta pravica ne pomeni, da se bo dejansko odnos do žrtve bistveno spremenil. Tukaj je v bistvu treba spremeniti to mentaliteto, način pogleda na žrtve, kako se z njimi ravna, kakšen je odnos do njih. To je nekaj, kar ne moreš preprosto uzakoniti, napisati v zakon. Tu so potrebna izobraževanja, tu so potrebni neki dodatni ukrepi, neki drugačni pristopi, ki bodo potem zagotovili, da bodo dejansko ti cilji iz direktive prenešeni v realnost žrtev, ki se srečujejo s kazenskimi postopki. Recimo, korak v pravo smer je projekt Barnahus Ministrstva za pravosodje. Barnahus je po naše hiša za otroke, ki je projekt, ki je nastal po vzoru Islandije. Hiša za otroke je namenjena žrtvam kaznivih dejanj, kjer se na tem enotnem prostoru v bistvu zagotavlja celostno obravnavo otrok na enem mestu, vključno zdravstveno oskrbo, forenzičnim intervjujem, posnetek tega intervjuja in potem tudi možnost prenašanja zaslišanja oziroma intervjuja v razpravno dvorano, potem psihološka podpora in podpora socialnih služb. Skratka, da se na enem mestu strani strokovnjakov, ki so za to usposobljeni v okolju, ki je pač namenjeno otrokom in prilagojeno njihovim potrebam, da se v bistvu vsi te glavne faze, ki so zelo stresne za otroke, pač odvijajo. Hkrati pa v bistvu je možnosti ogromno. Zgledi iz tujine govorijo o tem, da pravzaprav, če je volja, se lahko doseže marsikaj in se uvede neke iniciative, ki dejansko zelo spremenijo izkušnjo žrtve, ki se sreča s kazenskim postopkom. Eden od takih primerov je, sicer prihaja iz ZDA, gre za Courthouse Dogs Foundations, to je dejansko spremljanje ne samo otrok žrtev, ampak tudi drugih ranljivih žrtev strani psov v postopkih. Eno je možnost, da otroka spremlja pes, ki je zato pač izrecno šolan in nudi hkrati podporo otroku, hkrati pa ne moti postopka in je voden strani usposobljenega strokovnjaka, da v bistvu spremlja otroka še v smislu neke predpriprave na intervju, da otroka pred intervjujem pomiri recimo in potem, da tudi otroka spremlja v času intervjuja. Tudi imajo izkušnje iz ZDA, ko je dejansko pes bil prisoten tudi v sodni dvorani, ker, kot sem rekla, so ti psi pač šolani v tem smislu, da ne motijo postopka, da jih dejansko skoraj da ne opaziš, da so v sodni dvorani. Otroku oziroma pač žrtvi kaznivega dejanja pa nudi pač neko v bistvu pomirjajoč vpliv, ker odzame na nek način pozornost od tega težkega trenutka podajanja izjave na sodišču. Ugotovili so recimo, da je tudi zelo pomembno, da recimo otroku dajo povodec v roke in ima na ta način preko tega povodca tudi nek občutek nekega obvladovanja situacije, da ima nekaj pač v svoji lastni kontroli, da ni povsem brez moči in povsem prepuščen pač dogajanju, ki se dogaja okrog njega. Kar se tiče, mogoče kar se tiče še tega razumevanja pač v postopkih, eden od zanimivih primerov je recimo shema registriranih posrednikov Severne Irske, kjer so v bistvu registrirani posredniki, pravzaprav komunikacijski strokovnjaki za govor ali pa socialni delavci, ki imajo nek poseben trening za sabo, ki lahko pomagajo ranljivim žrtvam, recimo tudi osumljencem, tudi obdolžencem, ki imajo neke komunikacijske težave, bolj učinkovito sporočati njihove odgovore.
med podajanjem izjave policiji in sodišču. Zdaj, ali gre za neke težave zaradi težav v duševnem razvoju, duševnem zdravju, neke nevrološke motnje, lahko pa je preprosto to starost oziroma mladost žrtve, ki vpliva na to. In kar je zanimivo, v bistvu ta komunikacijski strokovnjak spremlja žrtev pravzaprav od izven že sodne dvorane, ko se zgodi srečanje in se pripravi na podlagi tega nekega razgovora nek preliminaren načrt oziroma ocena, kakšen je način komunikacije te konkretne osebe, in se potem v bistvu to deli naprej s policijo, s tožilstvom in s sodiščem, in potem v sodelovanju s temi tremi organi, preden se dejansko formalno zgodi zaslišanje na sodišču, skupaj sestavijo kakor nek načrt, kako bodo komunicirali, katera vprašanja so primerna, na kakšen način jih je primerno zastaviti, katere besedne zveze bo oseba razumela na takšen način, kot recimo organ pač želi, in se na ta način pomaga potem žrtvi prvič, da lažje sporoči s to svojo izjavo, je zanjo manj stresno, ker je razumljena, in hkrati se zagotovi tudi, da poda to svojo najboljšo izjavo v najboljšem smislu, kar pripomore tudi bistveno k uspehu kazenskega postopka. Zdaj jaz bi na tej točki se ustavila. Hvala. Hvala lepa. Gospa Vučko.